Pozdravljeni! Tudi tokrat je prišel na vrsto komentar novic iz sveta Formule 1. Skupaj si bomo ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo, seveda v preteklih dneh. Tudi tokrat 4 različni sklopi novic, a danes imamo nekaj posebnega, namreč tematiko drugega sklopa je predlagal nekdo izmed vas. In vkolikor tudi v nadalje bi imeli kakšne predloge, kakšne ideje, kakšna vprašanja, se lahko tudi poslužite maila, ki ga uporabljam prav za ta kanal. A tudi tokrat, kot običajno, če vas bo zanimalo, kaj je pisalo v izvirnih člankih, ki jih navajam, dobite vse bližnjice navedene v samem opisu, mi pa, da ne bomo predolgi, je kar najbolje, da začnemo z našim prvim sklopom. V našem prvem sklopu se bomo ukvarjali z novico, ki je bila objavljena 1. novembra, v članku, ki sem ga zasledil na spletni strani RaceFans. In verjetno marsikdo izmed vas je tudi zapazil to novico, ampak videli bomo v nadaljevanju, kaj vse se da sklepati iz neke na prvi pogled malce manj pomembne zadeve. Stoffel Vandoorne je postal testni rezervni voznik pri ekipi Aston Martin. In tu se lahko sprašujemo, ali je prihod Fernanda Alonsa k Aston Martinu tudi botroval k podpisu te pogodbe. Namreč oba sta bila moštvena kolega pri McLarenu, ukolikor se spomnite. A to ni toliko zanimivo, namreč prva zadeva, o kateri sem sam začel razmišljati, je naslednja. Pri Mercedesu bodo v sezoni 2023 ostali brez rezervnih voznikov. Nick de Vries je odšel v Alfa Tauri, Stoffel Vandoorne pa sedaj v Aston Martin. In verjamem, da oba voznika po ukinitvi programa v Formuli E sta nekako bila primorana poiskati nova sedeža. A vseeno tudi pri Mercedesu rabijo rezervo. In mnogo je bilo že govora o tem, da Daniel Ricciardo se nekako poteguje za to mesto. Videli bomo, kaj bo na tem, ampak mesto je prosto in tega se moramo zavedati. A tisto, kar je bolj zanimivo, je pa vezano prav na rezervne voznike pri Aston Martinu. Vemo, Felipe Drugovich in sedaj Stoffel Vandoorne. Kaj pa Nico Hülkenberg? Spomnimo se, da pri Racing Pointu, sedaj Aston Martinu, so v resnici največkrat rabili rezervnega voznika v preteklih sezonah. In kar naenkrat smo videli, da Hülkenberg kot tisti, ki je bil sposoben in pripravljen vskočiti v zadnji minuti, je sedaj dobesedno izvisel. Tu bi se rad vrnil na članek, ki je bil objavljen na italijanski verziji spletne strani motosport.com 30. oktobra. Govori se, da bo prav Nico Hülkenberg nasledil Mika Schumacherja pri ekipi Haas. In tu je treba poudariti, da v članku se navajajo govorice, tega se zavedajo tudi avtorji, ampak glede na vse, kar se dogaja tudi pri Aston Martinu, bi lahko bil ta in tudi oni prejšnji zaključek nekako logičen. Čeprav treba je povedati, da gre le za sklepanje. A italijanski članek navaja, da okrog velike nagrade Brazilije naj bi bilo tudi pri ekipi Haas uradno potrjeno, kdo bo njihov drugi voznik. Videli bomo skupaj, kot običajno.
Pred nekaj dnevi je na mail naslov kanala prišlo sporočilo. V njem je bila bližnjica do tega članka in vprašanje, kaj se mi zdi. Govorimo o spletni strani Race Fans, kjer so 27. oktobra objavili članek, ki nam je vsebinsko že nekako znan. Namreč zopet bo govora o točkah superlicence in o načinu podeljevanja. A tokrat kritika prihaja iz druge smeri. Namreč Španec, prvak serije IndyCar Palou, je praktično priznal, da njemu se ta sistem ne zdi pravičen. Čeprav on ima vse pogoje, da bi superlicenco dobil. Namreč v sezoni 2021 je bil prvak. A zdi se mu rahlo nefer do, naprimer, Patricka O'Warda. Skupaj sta bila na testiranju pri McLarenu in Palou tudi je imel možnost nastopiti za ekipo McLaren na prvem prostem treningu velike nagrade Združenih držav. A tu je treba pripomniti nekaj. Namreč Španec prihaja iz evropske šole, torej bil je v GP3, predhodniku Formuli 3, v Formuli 2, nato na Japonskem v Superformuli, preden je prišel seveda v Združene države. Torej ima neko drugačno zaledje, ampak kljub vsemu, ko je prišel v Formulo 1, ni napravil nekega bistvenega napredka od tistega, kar smo videli pri ostalih novincih. Če se dobro spomnite, vsi so bili dokaj skupaj tam spodaj na dnu lestvice. Mnogo je bilo govora o tem, da Formula IndyCar je izjemna podobna Formuli 2 in zato tudi ni čudno, da so bili vozniki z podobnimi izkušnjami tam skupaj. A treba je razumeti, zakaj sploh imamo točke za superlicenco. Enostavno zato, da vozniki pridejo pripravljeni v Formulo 1, da imajo neko zaledje izkušenj, ki jim bo pomagalo. Namreč prepogostokrat se je zgodilo, da so v Formulo 1 prišli vozniki, ki niso bili pripravljeni. In po eni strani slišimo to, da to dodeljevanje točk superlicence ni pošteno, po drugi strani, ko te mladi vozniki, ki nimajo pogojev, dobijo priložnost na naprimer prvem prostem treningu, so vsi začudeni, kako hitri, kako zahtevni, kako drugačni so bolidi Formule 1. In sedaj vidimo, zakaj so točke ter izkušnje potrebne, da se oni navadijo, drugače bi imeli velike težave. In tudi mi, navdušenci, smo bili mnogokrat kritični, kdaj tudi preveč kritični do, naprimer, Nikite Mazepina ali pa do, naprimer, Nika Latifija. Ampak treba je poudariti, da ona dva sta točke za superlicenco usvojila. Mnogi drugi, ki bi si želeli v Formulo 1, pa tega še niso storili. Torej, po mojem mnenju, gre zopet za neko propagando, ki pa nima neke strokovne osnove. Seveda, vsak bi si želel v Formulo 1, tudi jaz, ampak bodimo realni. Nekateri so se izjemno trudili, da so prišli do tiste stopnje, tako finančno kot športno. Drugi bi pa radi malce podskrajšali. A videli bomo, kaj prinaša prihodnost, za enkrat bo pa to vse, kar se tiče komentarja te novice, seveda. V tretjem sklopu se bomo ustavili ob izjavi Landa Norrisa. Ta je bila objavljena na angleški verziji spletne strani motorsport.com 1. novembra. In že v samem naslovu lahko preberemo, da Lando Norris se je rahlo pritoževal nad strateškimi izbirami njegove ekipe. Vsakdo izmed nas je opazil, da Daniel Ricciardo z izjemno drzno strategijo je praktično osvojil letos zanj najboljši rezultat.
Dobil je tudi naslov voznika dneva in v zadnjem delu dirke vozil, lahko mirno duše rečemo, fantastično. Njegov izbor je bil naslednji. Začel je na pnevmatiki medium, ta del podaljšal in nato nataknil pnevmatiko soft ter odpeljal do konca. Medtem ko pri Landu Norrisu smo videli tisti bolj konservativni način razmišljanja, začeti na pnevmatiki medium, se ustaviti malce prej in nato nadaljevati na pnevmatiki hard. Podobno kot pri obeh bolidih tovarniške ekipe Mercedes. In seveda, sedaj po dirki je Lando Norris ugotovil, da strategija Ricciarda je bila boljša. In verjetno tudi pri Mercedesu so ugotovili, da njihova strategija je bila konservativna, varna in ne najhitrejša. A v samem intervjuju Lando Norris pove še nekaj, kar je bistveno. Pri McLarenu so strateško pokrivali Yukija Tsunodo. Seveda istega Tsunodo, ki ga je izločil že prej omenjeni Ricciardo. A zanimivo je tudi nekaj drugega. Daniel Ricciardo ni bil edini, ki si je izbral takšno strategijo. To vidimo zopet na grafu Pirellija. A lahko smo si edini v tem, da med vozniki, ki so začeli na pnevmatiki medium in nadaljevali na pnevmatiki soft, je bil najbolj uspešen. Kje pa piše, da Lando Norris bi bil prav tako hiter in da ne bi imel kakršnih koli težav. Verjetno tudi obstaja razlog, zakaj so pri McLarenu pokrivali Tsunodo. In to je nekaj, o čemer bo moral tudi Norris razmisliti. Menim, da Daniel Ricciardo je začel fantastično voziti pravzaprav po tistem, ko je dobil 10-sekundno kazen. Predtem seveda ni bil slab, ampak nič izjemnega. Kot običajno. Gre za moje mnenje in moje videnje, lahko se motim, a dvomim, da bi Norris bil bistveno boljši, če bi sledil Ricciardo. Na veliki nagradi Mehike, poenostavljeno povedano, lahko tudi ni bil njegov dan. Za konec pa še izjava Matije Binota. To sem zasledil na spletnem portalu GP Blog 31.10. Binotto je dejal, da na zadnjih 2 velikih nagradah so pri Mercedesu v bistvu v boksih strategijo zapravili potencialni 2 zmagi. In da v bistvu ni prav, da napake Mercedesa se ne kritizira toliko kot one, ki so jih napravili letos pri skuderiji Ferrari. A verjetno Matija Binotto pozablja kar na nekaj dejavnikov. Prvič na tega, da pri Mercedesu letos se niso borili za naslov prvaka, ne med vozniki in ne med konstruktorji. Verjetno bi se tega želeli, ampak tudi oni se zavedajo dejstva, da dvojni V13 pač ni tako konkurenčen kot na primer F1 pomišljaj 75. Treba je biti tudi realni. Res, pri Ferrariju so letos napravili kar nekaj strateških napak. A po drugi strani na zadnjih 2 velikih nagradah jih niso. In treba je priznati, da tudi čas, ki so ga porabili pri sami menjavi koles, je bil znotraj standardnih mej. Ampak po drugi strani se je lahko Ferrari brez napak boril za zmago na zadnjih 2 dirkah svetovnega prvenstva Formule 1. Žal tega nisem zapazil. In menim, da Matija Binotto bi se moral, po mojem mnenju, bolj ukvarjati z lastno ekipo, kot z načinom kritik, ki so jih deležni njegovi nasprotniki. Namreč on je glavni odgovorni pri skuderiji Ferrari. Zakaj bi nekdo kritiziral Mercedes, ga po mojem mnenju ne bi smelo brigati. In tudi kritike na račun skuderije Ferrarija naj ga ne bi smele preveč zbosti, kajti očitno je, da so upravičene. A to je kot zmeraj moj osebni pogled in tudi danes smo prišli do konca tega prispevka
in seveda klasičnega komentarja novic. Hvala, kot običajno, za vašo pozornost in seveda nasvidenje.